Radio 1 in DM predstavljata 28 ur dobrodelnosti, čarobnost obdarovanja. Dobro jutro. Jutro, Sabina, smo te zbudili? Po pravici, ja. Jana, Miha, Denis, z Radia 1 kličemo. Dobro jutro. Dobro jutro. Malo vprašam, kaj boste počeli zdajle? Kakšna je jutranja rutina? Jutranja rutina je vstati. Jaz, ko moram, da grem v štalo, jaz tek samo jajce poberem, on lepo poredi, ker jaz ne morem zaradi noge. Drugač pa pol malo pospravim, skuham. Govoriva o sinu Aneju, ne? Ja. On je star 19 let in on skrbi za živino. Koliko imate živine? Mi imamo 9 glav živine. To je pa kar za narediti, ne? Ja, je kar. Da spuščeš pa vse. Vi ste pa rekli, da jaz pa sam jajca poberem, ker ne morem. Zakaj ne morete? Jaz sem bila na operaciji kolena. In jaz se zdaj zelo pazim, da upam, da bom jaz tudi enkrat lahko shodila. Normalno še. Jaz upam. Jaz sem bila zdaj že 2-krat na eni nogi na operaciji in je stanje tako, ko je zdaj zaenkrat je še kar se zapaziti in jaz temu sledim. Imam sina, da pomaga in prebrodim tudi te težke trenutke. Sin bi drugače šel v službo, ampak ne more. Jaz doma, jaz ne morem sama biti doma. Ne morem sama. Imate pa invalidsko penzijo, ne? Ja, imam, ja. Ki je pa zelo majhna. 529 je. 529 evrov. Lansko let ste pa ostali še brez moža. Ja. To je bil pa šok. Grozno je bilo. Jaz sem zdaj prvo tako zbolela na kolene, pa sem ostala brez službe, smo šli v stečaj in lansko leto sem pa ostala še brez moža. Stal mi je ob strani noč in dan, ko sem prišla z bolnice in ko sem jaz zbolela, mi je bil v uporu tako in sem ga zgubila v roko. Sekundi 25 po domače rečeno. Kako to mislite? Vstali smo jutro. Ja? Mi jutro vstanemo, gre mož na WC, jaz ga čakam, ker tudi sem jaz mislila iti, a ne, pa pravim, Janez mu je bilo ime. Pa pravim, no Janez, a boži že hitro, pridi. Nič nobenega odziva ni bilo. Pa že enkrat rečem, tako tu na hodniku sem čakala. Pa pravim, no Janez, pridi. Pa ni bilo kaj, pa na WC pogledam. Je bil pa že noter mrtev. Je sedel gor na školki in ga je kap. In tako smo ga zgubila. Vstali smo in smo ga zgubila. Sploh se ne znam. Grozno. Jaz sploh ne vem, kako smo lahko bila tako močna in smo lahko to vse skozi dala. Ko vidiš ti tvoje ljubljeno osebo, trenutko, ko prej nič ni jamalo, da bi mu kaj bilo nič. In pol kar naenkrat pa. Se pravi, lansko leto je bila katastrofa. Sabina, kako se ta trenutek držite? Težko mi je. Res, moram zaradi Boga, tu zaradi sebe, ampak čisto odkrito povem, tudi vzamem kako tableto, tako malo za pomiritev, ker ne gre drugače. Sabina, kaj je tista najbolj nujna stvar, ki jo ta trenutek potrebujete? Midva smo doma bolj taki stari hiši. In najbolj pereč problem najnega življenja so okne. Okna? Ja, res, to je piha noter, zamaka noter, ko je nevihta. Okne so katastrofa. Tej res nimamo, ne fasade, ampak smo samo v eni etaži, stanujemo na vrhu, tudi mi, samo okne so pa res. Ste že vprašali za kak predračun za okna, kje? Ste se kaj pozanimali? Ja, jaz sem lani vprašala in so mi dali predračun
malo manj kot 6.000 evrov. Za koliko okn? 7. 7 okn. Ja. Mislim, pri pokojnini 529 evrov, če bi vsak mesec od teh 530 evrov dal na stran 150 evrov, kar je nemogoče, bi za ta okna morali šparati slaba 3 leta pa pol. Jaz imam pa položič 347 evrov. Ja. Zdaj pa zaračunate, koliko stane od 530. 3 leta ne bi smeli nič jest, Ne. da bi imel okna. Sabina, danes poteka 28-urni dobrodelni maraton Radia 1. Ja. Lahko vam sporočim, da boste tudi vi prejeli del teh sredstev in da boste dobili okna. A res? Absolutno jasno. Hvala lepa. A veste, kaj vam še jaz lahko samo rečem? Mojo stisko, jaz sem videla mojo stisko in jaz sem navajena tako živeti, skromno vse. Ampak mojo stisko je videla ena moja prijateljica, ko je hodila. Danica. Ja. In sem hvaležna njej in vam tako hvaležna, da nimam besed. Res. Jaz sem si mislila, bo že nekak, saj bo. Ampak ne more biti, če nimaš vzeti, ki ne more biti. Ne more biti. In hvala, 1000-krat vam hvala. Ljudje so tisti, Sabina, ljudje so tisti. Jaz vedno pravim, ogromno ljudi je med nami, ki so pripravljeni pomagati, sam za to pomoč nič ni sramotnega, če pač prosiš. In če prosiš, pomoč tudi dobiš. Ne morete verjeti, koliko se jih odzove. Jaz ne znam tega opisati. 2krat zapovrstjo se jih je odzvalo toliko, da smo zbrali v 28 urah več kot 1 milijon. Letos, koliko bo, ne vemo, bomo zvedeli jutri ob 9, ampak smo veseli in smo srečni, da boste dobili okna, kjer ne piha, kjer ne zamaka, ker vas ni strah dežja, nevihte. In upam, da vam bo, najlepša hvala, da vama bo to za najem izboljšalo bivanjske pogoje. Najlepša hvala. Jaz sem tako zadovoljna. Res, hvala, še enkrat hvala. Sabina, vse dobro, lepe praznike. Hvala, zdaj bojo pa res. Zdaj pa res lahko rečem, da bojo. Po mojih 53 letih bojo. Hvala. Pošlji SMS Pomagam 1 ali Pomagam 5 na 1919. Čarobnost obdarovanja. Na Radiu 1. Prazniki bodo čarobni, ne bodo za vse. Do 23. decembra lahko ob obisku prodajalne ali ob nakupu po želji donirate od €0,5 do €5. DM, ker si vsak zasluži lepše praznike.